Rok Žnidaršič, lepo pozdravljeni. Zdravo. Vem, da prihajate iz Maribora, tam na veliko obnavljate, sicer pa je, kot sem razmišljala, v arhitekturnem pomenu Maribor zdaj na potezi. Ja, res je. Maribor je z aktualnim vodstvom postal zelo živahno mesto in predvsem se zaveda prenove dediščine, prenove ožjega mestnega središča kot enega srca Štajerske, tega izjemnega kolektivnega kraja. Trenutno v zaključku prenove Lenta po arhitekturnih in krajinskih načrtih Maruše Zorec in njene ekipe. Mi pa nadaljujemo pravzaprav z tem zdaj že znamenitim projektom, ki smo ga zmagali leta 2008 na javnem natečaju. Kje je že to? Ja, res, že drugo leto zdaj se na srečo gradi. Iz knjižnice, ki je bila prvotno zamišljena kot monoprogramska vsebina, je nastal pravzaprav tak živahen konglomerat različnih programov, jedrom na seveda knjižnici, galeriji sodobne umetnosti in Art Kinu. Skupaj s kavarno, večnamenskim auditorijem in drugimi podpornimi vsebinami bo zagotovo pomembno prispeval k novemu zagonu v mestu, preobrazbi srca Maribora. V samem jedru se dogaja, ne? Ja, v principu je to dvorišče Rotovža, stare mestne hiše in vključuje seveda tudi prenovo Rotovža, sosedne hiše, sodobna arhitekturna intervencija, ki na nek način spominja na povojni Maribor. To nam je tudi pravzaprav inspiracija, na kakšen način intervenirati v to zares lepo mesto. V bistvu bo to nekakšen hibrid urbanosti, kulture. Ja, res je. V resnici bo to ena taka sproščena socialna platforma za zelo različne uporabnike, različnih starosti, različne ljudi, različnih interesov, da se bodo ljudje več družili, pogovarjali, se nasploh počutili meščane. Rok Žnidaršič, jaz bi vam rada seveda najprej čestitala za najvišje Plečnikovo priznanje, ki ste ga prijeli za projekt Nadkritje ostalin Cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuziji. Gre za avtorje torej Rok Žnidaršič, Jerneja Fišer-Knap, Samo Mlakar, Katja Ivič in Dino Mujič, in to je v Sloveniji v bistvu najvišje priznanje. Jaz pa spremljam v raznih oddajah o tej Žički Kartuziji, ampak tisti zaključek pa še niso dorekla, ne? Ja, res je. Najpomembnejše je ta prostor obiskati in ga doživeti. Še vedno velja vabilo. Ja, to je bil izjemno intenziven čas. Se sprašujem, ali bi bil še enkrat sposoben, ali bi bili še enkrat sposobni tako intenzivno pravzaprav odpeljati eno tako prenovo, kot se je to zgodilo v manj kot 2 letih. Tisto, kar nas je najbolj na nek način zanimalo, je v bistvu nematerialna vrednota tega spomenika. Tisto, kar ni nikjer zapisano, niti v odloku o zaščiti za spomenik državnega pomena, torej to, kar je prinesel čas v ta spomenik, v smislu njegovega propada, v smislu njegovega razkritja vseh zgodovinskih plasti in predvsem seveda ta stik z nebom, ki dela ta prostor takšen, navdihujoč, melanholičen, in ko se ga ljudje spominjajo predvsem potem. In zato se nam je zdelo pravzaprav na začetku najbolj logično, da prostor ostane kot razvalina, vendar seveda je bilo treba na nek način poskrbeti za zaščito in tudi za neko funkcionalnost, za potrebe, ki jih ima lokalna skupnost, da sploh lahko pravzaprav upravljati s tem spomenikom. Za aktualizacijo dediščine. Pravzaprav sem prepričan, da je dediščina zares vredna tega imena takrat, ko je ponovno aktualna. Zato, ker sicer je običajno stavba, ki nima namena in je mrtva dediščina. Verjamem, da se je dediščina ohranila ali pa postala dediščina prav zaradi svoje relevantnosti, vsakokratne. In tukaj prav pri tem primeru smo se zelo potrudili, da so v bistvu vse plasti te dediščine ostale na nek način čitljive, nedotaknjene, mogoče v določenih momentih interpretirane, vendar celovite, pa vendar nekako
celostno obravnavane na način, da se je ustvarila ena harmonija, da nič ne prevlada, da na nek način vnaša ta intervencija nazaj en mir, ki je bil v tem kraju pravzaprav stoletja. Prav ta nek likovni mir, to, kar prior Hohenstein v svojih zapisih meniški bivalni kulturi piše, kako kartuzijani živijo v teh prostorih. In to je tisto, kar nas je zares zanimalo, seveda, kako to narediti na en sodoben način, kako to narediti na en način, da bo ta prostor dobil tudi eno sodobno dimenzijo, eno dodano vrednost in da se ga bo dal doživeti tudi, če hočete, od zgoraj. No, pa gre za rekonstrukcijo, to pomeni gradbene sanacije, stabilizacije zidov cerkve, o tem sem veliko že govorila, vključno za to premično streho, no pa tukaj se pa je nekaj zataknilo. Ja, tukaj se je zataknilo na mnogih področjih, seveda. Mnogi so pričakovali, da bomo rekonstruirali streho, kot je nekoč bila. O tem nimamo podatka, kakšna natančno je bila, zato da bi lahko naredili natančno rekonstrukcijo. Pseudorekonstrukcija se nam je seveda zdela popolnoma preživeta metoda oziroma način prenove. Stavbna substanca, kakršna je, pa brez zaščite na dolgi rok pri nas ne funkcionira in zato smo poiskali nekaj vmes. Nekaj, kar nam je bilo očitano, da ne znamo narediti normalne strehe, nekaj, kar težko rečemo, kaj je. V resnici je pač naprava, ki je seveda metafora, lahko je interpretacija, je en korektiv te pristopne fasade, te strešne krajine, ki je že na nek način z temi rekonstruiranimi obodnimi strehami vzpostavlja dialog in na drugi strani je to odprta struktura, eno povabilo k razmisleku o tem, kaj smo, kako pravzaprav se soočamo s propadom, s staranjem, z nekdanjimi časi in kako se znamo tudi čemu odreči. Kako je lahko mogoče tudi praznina, tista monumentalnost, ki jo mogoče pogrešamo, ker cerkev ni več s svojimi gotskimi elementi celovita, vendar je tukaj pravzaprav neka druga dimenzija. Neka dimenzija, ki bi izginila, če bi bila streha rekonstruirana in bi ta prostor postal v resnici cerkev. Kako pa vi zdaj doživljate ta prostor? Vendarle je bilo toliko let, toliko časa, toliko volje, strasti in iti na to prizorišče. Moram reči, da je vsakič znova doživetje pridati tja, ena redkih izvedb, kjer me zelo malo stvari moti. Arhitekti smo obsojeni na to, da svoje stavbe doživljamo ali pa se jih spominjamo preko nekih zamujenih priložnosti ali pa ne vem, napak, ki so nastale, pa niso bile popravljene ali kaj takega. Tukaj je v bistvu cela konstelacija izvajalcev, naročnikov stremela k temu, da smo celoto izpeljali do konca in mislim, da lahko trdim, da je bila izvedba zares vrhunska. Kljub temu, da je bilo izjemno malo časa, so bili finančni okviri izjemno togo postavljeni, je bilo treba pač to narediti brezpogojno do konca v zastavljenem roku. Čeprav smo projekt začeli praktično sredi gradbišča. Rada bi še eno vaše poglavje izpostavila. Rok Žnidaršič, ste poleg fakultete še mestni svetnik in podžupan mesta Ljubljane od leta 2023. Zadolženi ste za področje urbanizma. Veliko odgovornosti imate poleg študentov in študijskega programa, zdaj še kot prvi urbanist mesta Ljubljane. Zdaj ne bom takoj vprašala, katere so te prioritete, ki čakajo na svoje obnove ali dozidave ali kakorkoli. Urnik je napet, ne? Oziroma urnik vas upošteva ali vi upoštevate urnik? Ja, zdaj tako, da nisem več gospodar svojega časa in moram kar upoštevati urnik. Je zelo strukturiran, zelo zgodaj zjutraj začnemo v biroju, v medprostoru, koordinacija na magistratu in nekatere obveznosti, vmes študenti in potem
obveznosti, kakor na nek način skozi cel teden in skozi dneve pojejo ritem. Ni prav enostavno, družina v glavnem ob večerih in na srečo si lahko vzamem cele vikende. Ja, nekaj let bo verjetno šlo tako, potem bomo pa videli. No, ampak vendarle, ti prioritetni prostori v mestu Ljubljani. Vem, da je SNG Drama v domeni države, ne? Plečnik stadion je napoln, ne? Ja, je v resnici priložnost za to, da se v neki relaciji država, mesto obnovi, ne? Predvsem je tukaj seveda velika priložnost za to, da to postane prostor kulture in športa. Ja, trenutno je pa to še vedno popolnoma zaseben pravzaprav projekt. Kaj pa, če vprašam za Križanke, ki res potrebujejo temeljito prenovo? Ja, Križanke potrebujejo celovito prenovo. Tukaj so določene nedorečene relacije med mestom in državo. Pravzaprav ne bi želel komentirati, dokler se ne bodo razrešile. Vsekakor je to ena velika priložnost za ta prostor v središču mesta, ki ga je Plečnik želel odpreti kot javni prostor. Ga bo potrebno obravnavati celovito, vendar, ko bo za to čas. Potem seveda tukaj gre še za osrednjo ljubljansko tržnico, ne? Gre za garažo v podzemlju, za obnovo Marove hiše, potem pa še to muzejsko središče, ne? S prikazom arheologije srednjeveške Ljubljane. Ampak a bo ohranila ta tržnica ta karakter, ki ga ima danes, ne? Ker vendarle je nekako ta njena specifika, ki se ohranja tam v 60-ih let ali pa še prej, ne? Nek prostor, mesto druženja, srečevanj, tako. Ja, mnogi so zelo proti, ne? Enim je vseeno. Kaj pa vi? Moram reči, da je tako, da projekt se je zelo spremenil. Proti so v glavnem tisti, ki se niso pozanimali o projektu ali pa še niso bili deležni predstavitve. Jaz tega projekta ne bi tako odprto in zavzeto podpiral, če ne bi bil prepričan, da bo pravzaprav to nadaljevanje koncepta revitalizacije Plečnikove dediščine v Ljubljani. Morate vedeti, da je Plečnikova dediščina na UNESCO listi predvsem zato, ker je prenovljena, ker je prepoznana lahko šele skozi te prenove. Če začnemo pri Plečnikovi hiši, če nadaljujemo po nabrežjih, mostovih, ki so bili v času mojega študija zaparkirani, ali pa čez njih vozil mestni avtobus. Da ne govorim o Kongresnem trgu, ki ga sploh nismo več imeli, ker je bil navadno parkirišče na asfaltni površini. In mnogi drugi prostori, ki so povezani v območje za pešce, postali pravzaprav prepoznavni, celoviti, podoben je tudi s tržnico. Tržnica danes ni idealna, čeprav smo jo vsi zelo navajeni in tega mogoče ne vidimo. Nas je vse strah, da bi se ta naša skupna vrednota izgubila. Zato v bistvu zelo veliko pozornostjo ta projekt vodimo, tudi z različnimi strokovnimi skupinami, enimi, ki se ukvarjajo z dediščino arhitekture, drugimi, ki se ukvarjajo s programi, s socialnimi vprašanji, z vprašanji etnologije in samooskrbe. In tukaj je seveda ključno razumeti to, da je tržnica en prostor, ki se v mestu ves čas spreminja. Je tudi ta tržnica pravzaprav ni tako zelo stara. In da se tudi ta ves čas spreminja. Predvsem se zelo turistificira. In tukaj želimo pravzaprav vrniti tržnici tisto ključno poslanstvo, da na nek način promovira zdravo hrano in samooskrbo in tudi konec koncev promocijo slovenske kulinarike, slovenske kulture vezane na prehrano. Tukaj je velika priložnost, predvsem, če bomo razumeli, da je tržnica
tudi ena inštitucija, ki zahteva določene tehnične prostore, ki potrebuje konec koncev hladilnice, ki jih danes ni, ki potrebuje prostor za smeti, ki potrebuje prostor za shranjevanje stojnic, ki potrebuje prostor, kjer se da parkirati kombije prodajalcev. Vse to se danes dogaja ali v zalednih stanovanjskih območjih, ko prodajalci parkirajo na Kristonovi ulici, na Streliški, po celih Poljanah in plačujejo parkirnino. Je en hektičen čas v začetku in ob koncu prodaje. Stojnice se vsakodnevno vozijo na cesto 2 cesarjev in tako naprej. Skratka, gre za en celosten pravzaprav sklop, ki bo šele omogočil neko normalno organizacijo prodaje in s tem mogoče privabil nazaj tiste, ki bodo tukaj na en razmeroma normalen način prodajali in bodo temu primerno pravzaprav tudi pripadni temu prostoru. Ogromno ljudi, ki tukaj prodaja, se te prenove v resnici tudi veseli. Po drugi strani, boste vprašali garaža. Garaža je ena redkih priložnosti za to, da zagotovimo en normalen servis za mlade družine v Stari Ljubljani in tudi za vse druge stalne prebivalce. Teh parkirnih mest ne bo zelo veliko. S tem bomo pravzaprav lahko tudi razbremenili obstoječe prostore namenjene mirujočemu prometu na Krekovem trgu, na Poljanskem nabrežju, na Streliški ulici in tukaj omogočili prostor za pešce in kolesarje, odprte javne površine, bolj jih bomo lahko ozelenili in tako naprej. In tukaj je pravzaprav težko govoriti o tem, da bo zdaj ta prostor bolj obremenjen z avti. Predvsem bo precej bolj sproščen za pešce, za tiste uporabnike, ki danes doživljajo mnoge konflikte. Ob Zmajskem mostu je hektična situacija vsako soboto, ker je tam ogromno ljudi in je to pravzaprav en nevaren prometni prostor danes. Smeti so na prostem, vse druge stvari sem že na nek način omenil. Mnogi bodo rekli, zakaj pa ne garaža v Grajskem hribu. To je drug projekt, pravzaprav to ni alternativa, to je pač en projekt iz časa socialistične države, ki je super, ki se ga bi dal takrat narediti. Danes pa, ko razmišljamo o tem, da bi dvorišča hiš v Stari Ljubljani postala živahni javni prostori, pravzaprav si malo težko predstavljamo, glede na to, da nas mnogi lastniki niti ne spustijo v svoja dvorišča, ki so kulturni spomeniki. Kaj šele, da bi to zares postal javni prostor in vhod v to garažo po obodu Grajskega hriba. Tako da to je žal na nek način zamujena priložnost zaradi pravzaprav drugačnih družbenih okoliščin in sistema, v katerem danes živimo. Tako da najbrž je pravzaprav to en zalogaj, ki je bistveno večji, kot je ta. Moram še poudariti to, da je ta podzemni poseg najmanjši od vseh faz projekta, ki so bili do zdaj predstavljeni, da je umaknen od stavb 18 metrov in več, da so ohranjeni kostanjevi drevoredi na severni strani proti arkadam, da je na južni strani zahodni ohranjeno pravzaprav celotno arheološko območje nekdanjega samostana, nekdanje frančiškanske cerkve, vključno s kletmi, ki bodo ostale nedotaknjene, da bo tržnica še naprej funkcionirala tudi v času gradnje na tem območju in v neposrednem zaledju na Mesarskem mostu, na Petkovškem nabrežju, na Mačkovi ulici, na Stritarjevi ulici, na celem Metodovem trgu,
kar so pravzaprav zgodovinski prostori Ljubljanske tržnice. In delno seveda tudi na Krekovem trgu, ki bo tudi dolgoročno lahko do neke mere gostila potem tudi te programe. Tako da, ja, zelo veliko je o tem govora. Mi pravzaprav želimo ta projekt celovito predstaviti zdaj v kratkem. Predstavili smo ga že določenim predstavnikom civilne družbe in se o tem pogovarjamo na zelo odgovoren način. Jaz se zahvaljujem za ta pogovor. Vem, da se vam mudi na te magistrske naloge. Študente vas čakajo in še marsikaj. Rok Žnidaršič, hvala in upam, da se kmalu spet srečamo. Hvala, Nina. Lep pozdrav sem.